kaj pa bi hotela narediti vidva preden umresta? Tako ena stvar, da zdaj rečeš, preden gremo nam pa nujno še to provat, narediti ali neki. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Pa pričnimo. Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljši podcast v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Remanič, Jure in Jure, kdo je ta lepi mladenič v tem lepem klobučku? Danes je z nami naš Jakob, ki je tudi naš editor. Živijo. Dober dan, Jakob, kako smo, okej? Pa je v bistvu kar v redu. Poletje se je dejansko začel. Je že v zraku. Ja, zdaj so se šla z Juretom v more vršč, jaz sem brez gat, tako da takrat veš, da je res pravo poletno. Ja. Da. Je bilo kar hladno. Ja. Ni še zakopat se? Ma je. Lepo je bilo. Prvi tufo. Pa se zakopat ali se zajeti notim ven? Na prvič, ko sem skočil notri, je bilo hladno, ne? Ja. In potem sem šel ven na zrak, potem sem skočil še enkrat in takrat bi lahko sem malo plaval, tako v easy. Ampak ne bi bil notri več kot 5 minut. Pol pa ni za se kopat. Ni za se Zajeti kopat, ohladiti. je za se ohladiti, ja. 2 tedna pa bo to. 2 tedna pa potop, ja. Pa ti, Jurče, ko smo kaj? Ma super, evo, lej, deloven teden. Kaj sem počel skaj ta teden? Kaj si delal? Ja, delal? Ja. Kaj pak? Ja, nič. Potem, ko si delal, si kaj delal še? Ma ful stvari v bistvu. Delal sem to, da sem... Dej, povem malo tvojo filozofijo o tem, kako je treba uživati life. Moja filozofija, In kot zdaj je že tako. si tudi med delal, malo ga užival. Ne vem, jaz sem ful srečen. Kaj jaz sem? Ne vem, tako, dobro mi je. Ne Kaj te vem. dela srečnega? Da uživam v trenutkih, pač. Tako, Kako? Da se, ker jaz tako, imam včasih občutek krivde, če ne delam non-stop. Okay. In zdaj sem pač lej. Vse ob svojem času, ne vse ob svojem času, delaj trdno, ampak pusti si uživati takrat, ko je čas za malo uživati. Tako, ne vem. Naredi si življenje lepo. Zakaj mora biti tuno stresno? Lahko je lepo. Lahko je lepo. Ja, ker life je lep. Uživaj v hrani, uživaj v družbi, uživaj v tem, da si zdrav, živ. Tako, ne? Med delom si ne smeš počutiti krivega, da si vzameš malo na off. Tako. Malo pauzice, malo iti ven, malo ga zaspat. Tako da ja. Kaj je tvoja filozofija za frizuro? Taka, da si jo zdaj puščam nazaj, da bo spet dolga. Toliko smo ga zbuljali, da si jo samo res gledaš, ko je en čopič. Podlego. Zgledaš, ko je en čopič z onega repa od konja. Tak. Kire pod konja, kaj je dolg? Jaz sem kratek. Ja, ta frizura je kar... Daro, una baz je bila huda, samo pol je zrasla v enem tednu in ni bilo več vibe. Pač, odkar se je v tej postrigu, je homeless. Čin, zdaj delam na temu, da dobim Včasih, ko je nazaj. imel dolge lase, je mrgolelo tek dekleta okoli njega, zdaj pa, še punca je imel takrat, ko je imel dolge lase, le zdaj. No. Samski. Ta den sem jaz snemal celo večer, Luka Renča, šarout Luka in ekipca, smo ga posneli. Smo delali s samimi takimi ljudmi, ki delajo pač v industriji, so malo tako profiči, zareč vsaj. In na koncu so se vedno vsi zahvalili. Kaj tebi, ali kaj? Ne, vsakemu, pač tipo, sej, evo, zaradi te reakcije zapomnite si, pač je bilo tako, hvala Jakob za slikanje, super bilo, hvala tej, super bilo, hvala Jure, Kaj se super tebi bilo. rekel hvala za? Ne, so rekli hvala za danes. Ampak ti pravim, in jaz sem navajen na te šupke in tipo se pozdravi s tem puši mi kito, se vidimo jutri, čau, da mi je bilo tako, hvala. In jaz si gledam, hvala kaj, what fuck, kaj hvala? In on, ja pa, hvala za danes. In tako, res sem mislil, da folk me je bil v glavo, stari. Pa ta set je bil tudi tako ful nenavaden, ker vsi so se opravičevali, če je bilo kaj narobe. Ponovno, če nekaj zajebeš, pa pitu pizda, kva delaš, mene? Ej, ful profesionalno, ful lepo in me je bilo sem tako, Je pa oprosti, oj. zakaj? Vsi so se lepo zahvalili in to je bila ful lepa gesta. In sem ugotovil, da delam preveč v toksičnem okolju, člani podcasta, da se navajen puši mi. Teda, zdaj Jure naprej prakticiramo to. Ok, hvala. Če Hvala, nekdo ker... nekaj naredi, se lepo zahvalimo. Ker je lepo. To je lepa gesta. Popravičujemo se. Veš, da to ne deluje na dolgi rok. To si lahko rečeš, ko si na svetu en teden skupaj. Ja. Hvala, prosim. Ma ne, to je tako. Vse cenimo, lepo. Ja, I guess, da je to healthy. Hvala za vse, zdaj pa pokej. Ma zakaj? Zakaj? Kaj? Zato, ker moraš imeti pol po tokem času dela skupaj, moraš imeti malo odmora. Tako kot mami da z Juretom.
Se delava skupaj in vse se lepo razumeva, sem pa še biti pač malo. Pa še narazen. biti malo narazen. Ja, ok, ampak zdaj se moraš poslati kurac, ko Vse se ne poštujemo, vse se ne. Ja, no, zdaj ti Jaz sem pravim. samo direkten z Jakobom. Je pa res, da Jure vedno jaz se lepo poslovim od njega, on pa, ok, čau. Ja, to ti pravim, rekel, ej, Jakob, hvala. Ne, bi bilo ono, joj, ajde Jakob, lepo se meji se. Ne bom lagal, stari. Pač, meni paše, da tudi sem 3 dni Ne, sam. si Rečem, itak, sem ja, ok, obema Jakob, paše. kul, čau. Pač, ti lahko za lahko noč mi tako takne, jo res grem spat, ok, čau. In da slišalka nazaj. Kako mu ne moreš lepo reči, ja nič, uživaj, slake sanje ali neki, ker si prijazen, ne vem, Pa sej neki. sem prijazen, kaj? Tvoja prijaznost se mora človek Pa si navaditi. pol pride, ko gre on spat, pride k meni, pa Ga malo objame. pobožam, pa mu dam ljubčka na čelo. Ej, ti si res prijazen, prej pobiramo veje od Olga, od Nonata tvojega in dobim plesko od tebe, Mona. Pa pa Tako, ljub. halo, Ol. Ampak pleskica je lepo ti sedla. Ja, res, znaš, kako A se to je ta sliši. ljubezen. Ja, me je bila tako pleska, ono veš, ki si vedno glasen in pol misliš, da te ne morem presenetiti. Nisem naredil, no, pomagaj tvojemu fucking Nonatu. In ti mi tle, hop. Boste še skupaj. Ja, ma si begal, pička, a? Ja, valjda sem begal, ker ti se pol, da ti dam občutek, da si kao. Ja. Moj Nono je imel tudi rojstni dan ta teden. Preminuli. Hm? Preminuli, no, no. Ja, in sem unesel eno svečko na Lepo. pokopališče in sem videl eno družinsko kolegico. In zdaj sem študiral, kakšen je small talk na pokopališču za reči. Prvič sem bil, Ja, kaj pa vi, ste tudi prinesla rože, ali tako neki? ja, bolj sem bil in kako smo kaj in pol sem, kot sem to izrekel, sem bil, ja, lih, da smo tle, ni najbolj fajn. Ma je Tako da- nesla tvojemu nonotu? A? No, tvojemu nonotu je nesla? Ne, ona je nesla pač svojim družini, ne, jaz sem pač ne svojemu. In pač tako, ne vem, kaj je nek tak small talk na pokopališču. da Normalno, si- kako si. Se tudi, če so pač na pokopališču, da neso rože, svečke, se ne pomeni, da so zdaj pa slabe volje. Pač so na pokopališču. Se ni, edin, če je uno res sveže, da je en teden nazaj umrl kdo, ampak drugače je to normalno, pač živijo kot v trgovini. Kaj vi bi radi, da vas upepelijo ali da vas pokopljajo? Popelijo. Upepelijo, da imajo oni manj problema z mojim grobom. Pa da in to. skrijejo moje trupe, da nikoli noben ne bo Jaz bi, vedel, a je jaz res bi da umrl me ali ne. mumificirajo. Da me Zakaj? imajo, ja, da me imajo doma. Kaj ti bi rad, da te imajo še v vitrini? Da me imajo doma in da tako, ker drugače eno, spomniš, ko smo imeli vdajo na radiju, ko z Aljutom, ko smo enkrat se pogovarjali, da mrtve, jih imajo v sobi, tipo. Tipo neka Mehika ali neka? Ne, mislim, Ne, v ja, Mehiki nekaj imajo Južne tako gor, Amerike, na mislim, da je Neka, bilo. ne, neka Južna Amerika imajo tako, umrejo, ga Ja. mumificirajo in imajo še doma. In neki, tipo ga oblač, veš, ono Ja, tipo prav. tako pač ga negujejo, mrtvega. Ko pa bi hoteli umreti? Nekaj kulskega. Sem to je težko, kaj je kulska smrt? Med tem, ko se ljubim. Ar. To je tako Matej odgovor. Da te tako zjaha, da krepneš. Pa kaj češ lepšega? Kaj je lepo umreti? In ono, veš, kakšne travme bo dobila. Se bom stari vsi, ali kaj? Da reče, mislim, da je nekaj dokazano, da če ne vem, kolikrat ti pride, da lahko slepiš dejansko. Oslepiš. Ja. Kaj je to nekaj povezano? Ne vem, pač bral sem že dolgo nazaj, da ne vem, kolikrat zapored, če ti pač... Ti tako slabo vidiš, ali kaj zato? Zato ti slabo vidiš. Wow. Šak, Mona. Ne, pač, da je dejansko nekaj tega. Da, Čekaj, kaj ti misliš, da boš pri 80-ih, 90-ih pač slejal dik? Po mojem. Jure je tak. Ne vem, jaz sem velik, ne vem, če računam do 90. Dokdaj računaš? 30. 75. To ni dosti za Nonota. Ja kaj, visok sem, štekaš, sprav se kar čuvam, ampak kaj se, ne vem, če on traja toliko. Ne, meni se Visoki zdi, da se ljudje bo itak umrejo zdaj prej. znižala spet ta življenjska doba. Ker, ja, tebi sigurno, če Ne, poješ mislim- Red Bull in ješ McDonald's in to vse, kar delaš, Zadnji si čutil meka, jaz pa ne. Ne, dejansko se mi zdi, da se bo znižala spet. Vsi se vidi, pač, če pri 50 letih umirajo zaradi kapipa, ne vem česa. Pač, Sej Stres. ti največji športniki, veš, umrejo. ja, itak, ampak se veš, to je uno. Zdaj ta generacija, ki je bila pred nami, te naši starši, pa nonoti, pa to, so tam 90 leta. Glej, od Jureta nonota, pisa zadnji, če skoči dol z olke, kada je noč. danes je frezal. Ja, Ja, koliko ima 85 let? 87. 87. Ma ne to, zadnjič je podu zdravesa in mu ni nič. Ti peko veverica, stari. Kaj pa bi hotela narediti, vidva prej umresta? Tako ena stvar, da zdaj rečeš, ej, prej gremo nam pa nujno še to provat, narediti ali neki. Naredil bi otroka, preumrem. Ampak to je uno ta najbolj nujno, kar moraš To narediti. po mojem najbolj nujno, ja. Nujno narediti, videti neki, kaj bi najbolj nujno. Pa ne vem, to je, da pustiš sled. Vse nekako. Ok, pa ti? Vse drugo nima veze. jaz bi... Ja, zakaj nima veze? Ja, kaj Veš, ti recimo? bo... Ok, če ti reče, da boš jutri umrl,
Kaj bo šel za eno napumpat? Da pustiš otroka? Ja, tudi 2 mogoče. Vsaj 2 otroka. Ki lahko ne gre čas, ne? Ali pa narediš biti za sigurno sigurno. 10, vprašaš 10 kolegic, kaj bi imela otroka in če reče ja, probaš. In pol one boge z malim Juretom. Pa kaj češ lepšega, kaj? Pizdu mater. Ja ne otrok, ja, kaj najbolj? Kaj sem, da sem malo razmišljal, kaj lahko pustiš za sabo? Lahko pustiš neka dela, lahko pustiš, ampak vse pustiš Ker ti hočeš, ja. Kaj pa ti si za sabo povej? Jaz ne, Kaj, dore, fore? Ne, se bo to kdo spominjal. To že zdaj Pa bo še puštam. dolg že, v redu. Ma nekaj bi pustil za sabo, jaz Nekaj nekaj bi bi ti rad naredil. No, jaz tudi nekaj, ampak ne vem, I guess, da otroka bi rad naredil. Jaz bi ga tudi enkrat rad naredil, ma Sliš malega Rimaniča. mali bo Ko bi ti frajer, stari. dosađival, stari, to je mali nerealno. bo frajer, stari. Onim, Veš kaj še en glumac bo bil, stari. Joj, Jaz ga bom naučil glumiti, stari, pri 1 letu, stari. Veš, ko bo tam glumil. jaz prav ne predstavljam, to je tako smešno tvoj otrok, stari. Že ti si tako pač, Na koncu boš ti za njega skrbel, pizda. ne, ampak tako, ne. Prav frajer bo bil. Čeprav ti si spreman za biti tata, a? Jaz sem bil član tata, stari. On bo res kralj of dead jokes. Čeprav to sem jaz bolj kralj of dead jokes. Ne, bom bili zabavni. Kaj planiraš? Jaz bi po mojem naredil eno res tako orang fotko, da bi šel, ne vem, na Luno in bi slikal iz Lune celo Zemljo. Nekaj tazga, eno res močno fotko, da bi ostalo v zgodovini. Eno tako nikoli še do zdaj slikano. Ja, nekaj res isto. Tako, kot je recimo prva fotka ever, ki je nastala, ki je uno so mogli delati ne vem koliko dni, da je pač sploh ratala fotka. Od črne luknje? Ne, ni bilo črne luknje prva fotka ever. Ne, vem, črna luknja je bilo tudi komplicirano. Ja, Mislim, ni tudi, fotka, ja. je pač. Mogaj tako neki, da se zapiše v zgodovino. Ja. S fotko. Ma to je kaj, stari, kaj pa lahko slikaš, stari? Ampak se ne rabi biti neki posebni, jaz sem da res uno močno, da bi ljudje gledali pa v oki, to pa je, to se bo Ja, pač zapisalo. slike so ena taka stvar, ki nam bo ostala za večno. Ne? Ne, magija slike je to, da lahko čustva pokažejo, ne? In zato črno-belo najboljše. Ok, zakaj? Zato, ker če slikaš črno-belo, zgleda lahko slika, kad je narejena v 80-ih ali pa v prihodnosti. Pa vsak, ki vidi črno-belo fotko, si lahko sam predstavlja, kaj fotka pomeni. Ti, če daš neko barvno fotko, pa da je malo hladna, so živna, nekaj hladnega, mogoče mora biti žalostno. Ali pa toplo, taka malo bolj rumenka so, to je pa toplo, je pa poletje. Ni nujno. Ja, ampak kaj ni to čar fotografa, da zna tudi z vsem tem operirati? Ja, ampak je še bolj, da ti črno-belo narediš in predstaviš in si vsak lahko, ko vidi fotko, si nekaj svojega predstavlja. To je bolj uno, ker lahko pač meni osebno pač je to bolj, da uno, ne da pogledaš fotko, pa si, ok, ampak da gledaš fotko in si predstavljaš, ok. Ampak kaj ni to, naprimer, zdaj reč, kot da bi umetnik rekel, jaz rišem s svinčnikom, ker barve so preveč brezvezne. A nisi jači umetnik, da s svinčnikom in barvami delati? Ja, si zaboja, In si ne pravim, da samo s črno-belo. barvicami in sveš, kaj nisi boljši fotograf, če znaš vsem delati? Ja, si znaš za vsem delati, ampak pač več pa pač črno-belo, kaj je vse nuno. Daš večjim ljudem lahko neko veselje oziroma neki priložnost, da si predstavlja. Jaz bi najprej dosegel neki v entertainment svetu, da lahko začnem jaz učiti in postavljam pač in delam poti mladim. Ker to mislim, da rabijo, da se jih kaj nauči. In jaz fulfilam, da bom bil tako na stara leta nek profesor. Ne vem, to se mi zdi full vibe. Jaz in Jako bi radi spremenili svet na boljše. Res, jaz tudi. S tem, da narediš enega tebe, pizda tolih Pa kaj meni fali? emocije, misliš, da pizda rabi- empatija. misliš, da ti rabimo- fali. misliš, da Ja, rabimo- smej se, Jaki, veš, da ti Miš, da rabimo še enega komika, kot si ti. ne rabimo še boljšega in to bi bil moj mali. Recimo, kaj bi ti rekel, da si? Podcaster, komik? Mislim, poklicno sem elektronik in elektrotehnik. Ja, pa kaj bi ti rekel, da si? Kaj bi rekel, da sem? To se tudi zdaj znam, če se sprašujem, kaj ti si. Včasih si se imel za tiktokerja. Za filmarja. Ma nikoli se nisem imel za tiktokerja, da nekaj, samo delam sem Včasih je tiktoker. govoril, jaz sem tiktoker, Matej. Ma kaj, ko si laže, stari? Kaj si bil tiktoker, kaj? Ja, ma nisem se imel za tiktoker. Ok, in kaj se imaš zdaj, zakaj? Režiser? Ustvarjalca. Podcast, imaš. Je en radio. Ja, okay. Veš. Edini job, ki lahko rečem radijski voditelj, da me plačuje vsak mesec. Veš. Plačujemo Jakoba vsak mesec. Ja, mislim, to plačo z radija gre v Jakobovo plačo za editing, In še to, in še ful več dela, pol. ampak
Dejansko od službe pač radijski voditelj, če tako praviš, če ne... Entrepreneur. Ni to radijski voditelj, če imaš samo Jaz ne vem, Matej non-stop neki dela, non-stop je na sestankih, večina sestankov gre v Ljubljano, da ga se dobi z bivšimi. To je his life. Ej, član rihtan, da to fucking teče, kot mora teči, stari. Lepo prosim. Se vem, se si zelo priden za podcast. Ne, ampak tako, dejansko, ne vem, kaj bi si dal. Jaz ne vem, jaz bi tu rekel, jaz bi šel bolj v entrepreneur. 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 Smo entrepreneuri. Ma kaj v bistvu entrepreneur? Nis podjetnik v bistvu, ne? Kaj si ti? Kaj bi ti bil? Podjetnik. Meni je to cool. A ja, njega Ti se sprašal. definiraš. On je fotograf. Ja, pravim se kot fotograf in snemalec, ja. Ampak v bistvu zraven pride tako še dosti drugih V bistvu, poslov. no, ja. Mislim, meni je, jaz bom sem rekel, da sem pač delavc. Jaz sem garač. Jaz sem jak. Ne, nisi garač. Vsaj mi nazaj to. Prej smo mi pobirali une veje, tip je ležal na figi gor, stari. S klobučkom in prav zakinkal je malo, Ja. stari. Če sem jo zmatran. Mislim, ne moreš, ti pa res nisi, ne vem, če si garač, stari. Ti Ne, samo da sem. full delaš, Ti delaš, ma ne ampak garaš. ne garaš. Ki garat pomeni, da tako sweat and tears. Ja, dobro, ne rabim, zato, ker 24/7. pač imam kondicijo za delo, ne? To je res. Pač za ta, kar se tiče računalnika, editinga, fotkanja, to lahko delam pa cele dneve, pa mi ni panike. Res bi se dal rekel, da si garač. Ne, garač. Odvisno kje. Mislim, Živiš pri garač meni, kot jaz da te veliko vidim. delam. Jaz te vidim. Ja. Vsi delaš. Ti se imaš za garača? Kaj jaz vem? Jaz bi lahko več delal, boljše delal bi lahko. Kdaj si garač? Ko... Kaj? Ki garač je meni en tak, ki dela ma za male pare. Ne, nima to veze Jaz z tako ful denarjem. predstavljam garač, da Garač, samo da delaš garaš, in ampak delaš da, in mislim, delaš. garat kot tako pomeni, ni ful smiselno, moraš tudi malo pametno, moraš delati pametno, ne? Ker samo delati, to spet veš, ni. Veš, ne. kažem, Zato, da krat se je zaposliš malo. boljše manj delati kot full garat. Imaš Pač- ful večji output. Ne vem, en dober quote sem slišal, je rekel, da v bistvu, vem, da ne vem, imaš sprinterji, vsi imajo isti cilj zmagati, ne? Ampak važno je uni preparation pred tem, ne? Veš, sistemi, ki jih postaviš prej, torej v bistvu moraš razmisliti, kako boš delal in kaj boš delal prav delati prej, da pol priješ do cilja pravega, ne? Nima to toliko veze. Ja. Torej, kaj, ja, what, kaj si zdaj? Pač kaj je to, da si pripravljen? Ne, da si pripravljen, da pač ni samo trdo delo, čeprav je tudi trdo delo tle, ne? Trdela je full. Moraš delati pravo trdo delo. To je, bolje uno pravo. Ti lahko manj delaš in imaš zato več časa, da dejansko delaš, kot treba, uno Delaš delo, kar pametno, delaš. Uno, da vzameš nekaj projektov različnih, sem zato, da imaš delo, boš vsakega naredil 10%. To si ti zdaj dojel, si rekel. Kaj? Ja, da si videl, da si vzel malo life na easy, še vedno delal in si delal lepše. Ma nisem delal, nisem za life na easy, samo Si dovolil malo pauze in uživati, kaj? Pa ne ful je, dejansko to meni naš prijatelj Pero povedal, ne, da so ful pomembno, če hočeš uspeti v biznisu, so ful pomembni odnosi. Ja. Pač to mi je dalo ti malo vedeti. Pač ja, treba se z ljudmi pogovarjati, debatirati, se povezati, konektati. Pač to je dobro, ne? To je dobro za biznis. Če nič drugega rabiš, ko si v biznisu, frende, da odmisliš biznis. Ne, ampak dejansko, da pač so dobri. imaš, ma niso vsi dobri, to je laž, ampak Ja, kakšne odnose nimaš ti dobre zdaj v lifeu? To dobrih Pa pač ja. nimaš in to je to. Kakšen žaljivec si ti? Tak mali šaljivka si ti. ne, se hecam. Ne vem, recimo manjega tipa, ki živi pri meni. Kako so kaj te odnosi? V redu, tip je simpatičen, v redu je. V redu je, kaj da rečem. Zdaj mi je prinesel 2 radenske pločevinke, ki jih imam rad. Da je bilo lepo od njega. Ok, jaz bi vaju nekaj vprašal, pa sta čisto morate biti iskrena. A sta videla verna? Ja. Ti, Jure? Saj sem Odvisno v kaj, ampak Mislim tako Boga, gremo za uno Boga, veruješ v Boga. In to krščansko vero. Ker me zanima pač, ko Zakaj pa? Mislim, lahko veš, elaboriraj. si ti veren v kaj drugega. Jaz? Ja. To smo se že fulkrat pogovarjali, mi zdi, da malo o teh verah, ampak se mi zdi, da tako deluje človek, ne? Dokler ne zagusti na hard, verjameš vase, pol pa se usmeriš na Boga. Veš, ko je vse izven, veš, določeni točki, ko veš, so vsi od Bog pomagaj, ne? Veš, škaj mislim, ne? No, ampak začel sem to temo, zato ker me zanima pač, tudi če si veren, iskreno, kako misliš, da je svet nastal? A res veruješ, da je pač Bog ustvaril svet, ali da je pač bil veliki Bog in ali je to povezano? Okay? Kako misliš, da dejansko je svet nastal? Nikoli se nisem spustil toliko v to razmišljanje, mi je pa bizarno, da enkrat je bilo nič.
Nikoli ni bilo nič. Ja, pred velikim pokom kaj je bilo? Aha, torej verjamem, že bo veliki pok. Ja, je bilo neki. Kaj? Ja, mogli so biti neki plini in neki, ali kaj. Pa sej to in kaj naredilo une pline? Vse to greš lahko vedno en korak nazaj, ja. Ja, pa sej to je meni dejansko fascinantno, pač kaj je bilo predtem? Ja, Kako je bilo, to se zakaj je bilo? sprašujejo vsi znanstveniki, kaj je bilo predtem. Ne? Ampak če pogledaš to, meni je bilo vedno všeč ta teorija simulacije malo, ne? Veš, da je v bistvu kot začetek neke igrice, ne? Bum. Kot start game, in start to. game, ne? In se začne. To je Elon Musk, verjame v to, ne? Samo mislim, da ne dojemamo toliko, da bi lahko dojeli ta začetek sam po sebi, ne? Veliki pok, Mislim, veliki pok, vse ni to zdaj, pač bum, bum, eksplozija in se je naredilo. Ja, okay, cool. ja. Ampak zdaj reč, to full make it simple, ampak okay, kaj pa je bilo pred tem? Ne, to je zdaj meni, Ja. to je fascinantno čut videti. Ja, kaj je bilo pred temu? Nekaj eni pač ful veruje v to, da je bil pač res Bog vse ustvaril. Torej, da je ustvaril naprej Adama in pol iz Adama še Evo. Ja, okej, dobro, ampak moramo, če pred tem moraš tu iz zemlje narediti prvo, ne? Prvo No se ja, on Adama je pač ustvaril zemljo, ne? Naprej. Mislim, vedno, za vsako stvar v življenju si najdemo neko razlago, ne? Ja. Ampak, Ampak meni je potem takem zanimivo, okay, kje pa je Bog? V čem on obstaja? ma se kaj je Bog? Mislim, Bog ni človek, ne? Bog je lahko neka energija samo, ne? Ja, in kje je ta, veš, kje je to? Ja, ne vem. To je zdaj meni fascinantno. Jezus pač so dokazali, Dobro, to je že da je ful obstajal. korakov. To je ful korakov naprej že. Ja, itak, ampak kaj veš, uno je pač Jezus pa Bog. Torej, tudi če niso preverili v Boga, so pol nekako mogli Jezusa povezati z Bogom. Ampak kako? Zakaj? Mislim, kot sem rekel, meni se je zgodilo in prej sem slišal, videl takih čudežov za reč, da pač neki mora biti. Ja, ok, ni nujno, da je Bog to, ne? Mislim, kaj je Bog? Bog je Ja. lahko... Mam bogovi itak lahko ful, lahko je pa en. Lahko pa ni nobenega. Mislim, kaj pa je Bog za človeka? Za človeka je Bog neka stvar, ki pojasnjuje nekaj, ki je nerazumljivo za naše možgane. To lahko opišeš kot Boga. Tipo? Bog je neka stvar, ki človek uporablja, da si, mislim, tako lahko rečem, da je Bog nekaj, kar si ti, nekaj, kar ni v tvojih rokah, da ne, to je neka stvar v bistvu, ki ti Pač lahko neka višja pomaga. sila. Neka višja sila, ja, nekaj, kar ti nimaš, mislim, na nek... To je univerz, ne? To je vesolje. Ja, sej eni to pravijo, da je eno in isto. Tudi res, ja. Ne veš, na koncu, kot ki pravijo zdaj manifestacija in manifestiraš v vesolje, ja, to je pač molitev Bogu. Veš, to je vse nekako isto. Vse na koncu, ko potegneš crkvo, vse pelje v isti izvor, nek bi jaz rekel. Mislim, vsaj Mislim, sej, mentaliteta za tem delovanjem vsega je ista. veš kaj je moje neka prepričanja, ki se mi zdi, da nekako deluje, je, da ti sam ustvarjaš svoje vesolje. Ne vem, ko bi to dejansko mislim, da tvoje misli, tvoje dejanja ustvarjajo tebe in vse, kar je okoli. Da je dejansko neka simulacija. Lahko smo lahko v bistvu vsak živi, lahko jaz, veš, lahko sem jaz sam na tem svetu v resnici. Vse ostalo je samo neka projekcija mojih možganov. Ampak zakaj pa so se zdaj v tem momentu 3 naše projekcije združile na tem Lahko niso združene, lahko vi sploh niste pravi. Ja, lahko Veš, lahko vidva nista Ja, prava. ne pravim, da... Ampak si to je uno, ne? Ja, ne, lahko je toliko nekih stvari, veš, ne vem, kaj je pravo, pomeni pravo. Mislim, vse to, kar mi vidimo, to je vse neka iluzija, ki naši možgani projicirajo. Iluzija, sta vidva zdaj tle sta. Lahko Jaz ne vem, če dokažemo, se- da ste. Lahko Kako dokažeš? Kako boš dokazal? Čeprav dušo so dokazali, Te kao, ne? lahko voham, te lahko tikam, te lahko vidim in tebe in Jakoba. Lahko dokažem, z meritvami ste tle. Veš, to ni zdaj neki fugazi. So pa Mislim, ne, jaz govorim to, da vidva sta prava, ampak jaz si določam, kakšna vidva bosta. Nekako podzavestno. Ti določi, da imam jaz več denarja. Leki, veš. Ja, ne, ampak to je neka stvar, ne vem, če je to res, ampak veš, da v bistvu vsak ustvarja svojo okolico, nekako svojo glavo. Ja, ne vem, ampak kako bi to to lahko rekel. ti narediš samo skozi tebe. Pa sej, ti živiš skozi sebe. Veš, na primer, Jaz vidim tebe skozi sebe, mislim, veš, to je moja projekcija. Ja, ampak ne hočem reči, že zdaj jaz. Če pač, ne vem, jaz zdaj lahko rečem, jaz bom bil ful bolj pozitiven, da vam dvignem pozitivo in s tem bom skozi mene spremenil vas dva v moji okolici. Ne bom te indirektno, ampak te bom skozi mene spremenil. Ja, jaz mislim, da to je v bistvu vse, kar imaš. Da ti v bistvu sam ustvarjaš svojo okolico. Jaz sem to opazil, da
Ne vem, jaz pač tako, ne vem, da mislim, da imaš ful velik vpliv, kamorkoli prideš in karkoli delaš in karkoli govoriš. Tako, da spremeniš lahko vibe nekje v nekem placu od ljudi. Ja, to je zdaj, kar te rečem, da pač verujem samega vase. Pač na koncu vse, kar bom naredil jaz, bo. Se če bom jaz vstal iz posle, pa nekaj naredil, a bo kdo drug. Bog najbrž ne. A pa neka višja sila. Pač moram sam ostati. Lahko da je pač zdaj Bog unka mi pač me pripravi, da sem tak, ampak na koncev, kukor jaz vem, pa vidim, sem jaz sankle. Stari, jaz to vedno več opažam neka ta višja sila. Čem jaz nekaj delam, kar pač hočem, nek cilj, bilo okej, mi hodi tako ful nasproti. No, vsak teden dobim nekaj tako, se fokusiram, dobim. Če ne delam nič, delaš? To zato, ker delaš. Karkoli. Dejansko delaš Jaz celo dneve. ne vem, kaj ti da faki delaš v življenju. Res ne vem. Jaz vem, da ti zjutraj pišeš dnevnik in to je to. In pol se mi zdi, da vse ostalo, Pol kar izgine neki izgine. Sploh ti pa ni. Ti pa non-stop nekje, ne dela nič. Ti pa je na nekih sestankih, ki sploh ne obstajajo, vse kar vem je, da se dobiva, ne vem. Pač kaj ti da fak delaš? Kaj si delal sploh? Kaj si ti delal? Snemo si film ta teden. Recimo, kaj boš delal ta naslednji teden? Ok, naslednji teden delam diplomo. Ok, to par mesecev že govoriš. To diplomo si že z 2 bivšima delal, pizda. Ok, ampak recimo ti boš rekel, jaz sem ful zaseden, vem, v četrtek. In kaj boš delal v četrtek, recimo? No, kaj bom delal? Jaz te vem, stari, ti nikoli Ne vem, nimaš, četrtek. ti vedno neki, ko tebe nekdo vpraša, kdaj imaš čas, ne, sredo ne morem, ker imam ob 4, ob Ja, četrtek. pa če imam res. In kaj delaš? Ok, jaz sem zdaj to ugotovil v mojem dnevniku fucking zjutraj. Jaz preveč planiram stvari in premalo delam. Ti si mi zdi tudi meni, da ti ful To. imaš časa za, ti imaš milijon sestankov. Ti pravim, ja, sestanki in plani, vse splaniram, vse štima, ampak premalo se lotim narediti. Ti bi enostavno neki v Ljubljani, sploh kaj da fuck imaš za delati v Ljubljani Brate, šestkrat nazadnje na... sem bil en mesec nazaj v Ljubljani, brate. Ma meni si non-stop v Ljubljani. Ne, pravim. nisi bil en mesec nazaj. O, 2 tedna nazaj. Ja, max. 2 tedna nazaj. Max 2 tedna nazaj. Teden nazaj. Ti si bil prejšnji teden? Kaj si delal prejšnji teden? Nisem bil v Ljubljani. Kaj si pa delal? Kje si Nisem bil. Si bil v Grosuplju? Ne vem. Ne vem, stari. Vidiš, da ti si kar nekje, tebe Tako. ni, stari. Namesto da bi delal stvari, tebe ni. Ugotovil sem, Torej ne rabim dnevnik, zdaj lahko jaz povem. ugotovil sem, da mi kakšenkrat live tako beži. Pa če ti imaš kar neke opravke, pointless opravke v življenju, Ma, ki veš, so vse, ko- da si okej, pa ide. veš, ko Ti si hitro ti king, gre ti cajt. si final boss of avoiding work, stari. Ampak kar je narejeno, naredim. Ne, Ja! jaz te čakam za full stvari, niso narejene. Kaj? Se veš. Kaj? Recimo ti bi lahko komod se posvetil, recimo, da dobiš one stvari, ki jih rabiš, ampak ti kar neki si okoli. Ti pa tako, kar neki te ni. Nimam to, imam pol imaš nek sestanek za nek film, ki bo čez 2 leti, pol imaš Fuck, nek... ne, pač ful ne jemljem za tako, ampak tako me je hitalo, da fuck. Res sem tako, povsod ti nikjer. Kar neki si tako, ti si kot nek fairy tale dust, fugazi si ti. Ti si ful priden recimo za podcast, to te moram ful pohvaliti. Ampak tako, malo si side character povsod drugje. To sem ugotovil. Ja. Sem ugotovil. Nima svojega onega. Včasih si bil bolj. Ja. Ja, to sem ugotovil ta teden, sem zjutraj pisal. Meni dejansko pač lepo pomaga tebi, planira tuno. In sem rekel, ja, jaz bi tudi kaj zase naredil, ne? In pač tudi jaz bi mogel delati tuno, kar jaz moram delati. In tako malo sem si pogledal live, fuck stari, in meni je nekaj najlepšega mi je ustvarjati. Jaz že ne vem, koliko časa nisem nekaj ustvaril sam zase in da dam ven. In to me je tako fucking hitnilo, da sem si, včeraj zjutraj sem si naredil prioritete, kaj mora biti narejeno in kaj je treba narediti zase. In zdaj vse ostalo sem dal v predalček ostalo. Imam enih 5-6 stvari naših skupnih, ki jih delamo in v predalček ostalo. In sem si zagotovil, da je najmanjši predalček. Ki, dobesedno, kot si ti rekel, zgubljam, jaz svoj čar. Čeprav Pizdu ti materej. tudi to neki riši, pizda delaj, stari. Kaj neki pišeš, veš, kaj imaš za narediti. Jaz imam 2-3 prioritete na dan in grizaš, stari, dokler ne narediš. Ne, jaz sem videl, Ti da imaš sem ful bolj... predalčke, Ne, ful ti si vidim, vzameš sorry. zjutraj fucking 1 uro, da pišeš dnevnik. Kaj si retardiran? Ja, ampak kdaj se ti zbujaš?
Jaz ob 8:30. No, ok, jaz se zbujam še prej, ob 9 jaz imam napisano. In začnem dan ob 9. Jaz sem res zagrem, da tudi ob 2-3 spat. Ja. Ja, no, jaz pač spim tako, da imam 8 ur spanca. Ok, in recimo, zbudiš se, končaš pisati dnevnik, kaj pol delaš? Pol grem jest, Ok, pol. pol grem narediti, kar imam za narediti. Kaj? Odvisno od fucking dneva, stari. Kaj si naredil, recimo? Ti veš, koliko je fucking retardirano, ko si narediš plan in pol dobiš klic. Dobiš unega. Dobiš unega in moraš to zrihtati. In kar naenkrat ti ura 4 popoldne. Teraz. In to je fucking vija. Ampak kaj recimo si delal? Ok, naprimer, evo, en lep fule primer. Kaj smo imeli za delati? Četrtek. Vem, da predšlani live podcastom. Okay? Vem, da sem nekaj planiral, me je klical italijanski producent, jaz bi rabil tipo tako čez 2 dni, da mi narediš branding in spletno stran. Kaj imaš ti veze z brandingom spletno stran kot prvo? Sorry. Ti si kao brander. Znam to narediti. Ja, in smo jaz in nek šarout mu lepo naredili in je bilo ful jako. In smo mu zrihtali in pol se mogo jaz to vse stvari, ki jih imam, premakniti na drugi dan. Ne vem, evo, pride prvi teden v mesecu, treba izdati plačati račune. Ti gre pol fucking dneva za vse to. In pač se ti kar naenkrat nabere in kar naenkrat, ne vem, greš še malo v fitness, malo narediš kakšne druge stvari, malo me ti rabiš in tako, ti gre cel dan. In dnevi fucking bežijo. Tako, jaz sem se zamislil, sredina aprila je, stari. Leta bežijo. 2024 smo sredina aprila, stari. Ja. Ne, treba je tudi manj projektov naenkrat imati, ker to ful opazim, pač ful delamo enih različnih projektov, pa enih planov za neke druge projekte, pač ne, treba je une, ki jih imamo, zaključiti 100%, pa da res rata tako, kot treba. Posla gre na druge projekte. Fora je, da ne delamo prav mi. Zato, ker pač mislim, jaz delam bolj prav. Jaz sem pač... Ker ni rogma pa. Ne, kaj je narediti in kdaj bo narejeno. Ja, ne, jaz vem, kaj moram narediti. Je treba narediti. Fora je v temu, da vse veš, ko sem sem odjebal vse ostalo. Ja, kdaj si boš ti rekel, to bom delal, kako in bom delal in ti ne gre. Se pravi, čuno stvari. Ti ni šla. In kaj boš drkal do 50. leta? Pač veš, dej si neko deadline, dotle ne dela, če ne nekaj novega. Dotle ne dela, testira to. Dotle ne dela, testira to. To lahko pol samo preskakuješ iz ene na drugo. Ni da preskakuješ, samo si narediš fucking plan. Stari, ne da loviš kako neko stvar. In to je pri nas problem. Če je to pri enemu projektu samo, je to cool. Situacija je taka, da smo se vsak... V bistvu Mateja sem vprašal, kaj v bistvu on misli, da je... Kaj on dela v življenju, zakaj ga nikoli ni, zakaj nima nikoli časa. In jaz sem ugotovil zato, ker on pač njega ni. On je zaseden. Pač on je zaseden z fugazijem. Jaz bi rekel pa zase, da jaz pa sem pa tak, to pa ni dobra lastnost moja, da pač jaz pol vse rečem, ne morem. To ti ne narediš. Ti rečeš ja, jaz pa recimo za podcast, veš, ki recimo te stvari, ki ti se urejaš, ne, sem na začetku ti jaz pomagal, pa sem pa ono bil pač ne bom več. Ja, nekdo je mogel. Ja, ampak to jaz naredim. Ki pa tudi ni prav. Ampak pol imam pa čas za to, kar jaz hočem delati. Ja, ne pravim, da je to pravi način, ne? Samo pol kar naenkrat ti imaš toliko nekih teh side hustlov. Ful, tako sem dal mogoče zdaj malo preveč poudarka na negovanje vez, ki si ti prej pravil. Da je treba negovati veze. Preveč sem po moje zadnje čase ful preveč negujem in pač sem tam. Ti je negovalec. Na dom. Ampak veš, kaj ti bojo vse te veze, če ti pač nič ne delaš? Kaj ti bojo veze, če si brez veze? Pa ti, Jakob, si zadovoljen z lifeom? Ne, mislim, sem. Da reč, v bistvu, tako kar razmišljam, trenutno sem kar srečen, kar se tiče privatnega življenja. Poslovno pa vem, da je še manjka. In da lahko in da moram še več in pa še bolj gaziti. Zato sem se odločil, da bom zdaj pač, to je bil plan na začetku leta, da bom pač res gazil 24/7 skozi, dokler ne bom pač čist pod tonu. Ampak me vmes sem pol mal to nehal, ampak zdaj sem rekel, da pač je treba. Ker letos hočem, da pač se naredi tako, da mi z drugim letom ne več treba delati. Zakaj misliš, kar bi hotel? Zakaj si tako samozavestno rekel, da si srečen? Kaj ti dela srečnega? Zdaj, ko imam pošlihtene tiste odnose, ki jih hočem imeti pošlihtene. Imel sem prejšnji, nisem imel ful težav, ker sem ful imel občutek, da nikamor ne pašem. Pač čeprav mi nobeni dal sam ta občutek, ampak jaz sem bil, a sploh pašem sem v to družbo, a sploh pašem v to okolje, a sploh... Pa ful sem se počutil, da nisem, da si ne zaslužim
da sem tle, kjer sem. Letos s pravimi osebami okrog sebe sem pa pač začutil, da ne smem tako razmišljati, ampak moram razmišljati, da še bolj dokažem, da sem napri se, pa še ostalim, da dokažem, da so oni, pač ne da jih hočem zdaj zbiti, ampak da jim pokažem, lej, sem kle in si zaslužim, da sem kle. To je bolj mišljenje, ki ga hočem imeti. V odnosu karijere, s frendi... Oboje, v bistvu oboje. To sem jim prejšnji let full z obojem pač probleme, da tudi v tej skupine prijateljev ne pašim, oziroma da ne vem, a sem zastja sploh ali ne. Zakaj pa sem tak feeling? Ma ne vem, počutil sem se full osamljen. Jaz sem full delal z fullimi ljudmi, zato ker pač te koncerte, evente, vse to, kar se dela, pa različnih projektov, po vseh snemanj, ki smo imeli in sem s fullimi ljudmi delal. Ampak nekako se nisem mogel z nobenim fulluno... To je vse delo. Točno to, ampak veš, pol mi je tudi v privatnem življenju vse ratalo kot neko delo in sem bil nisem se mogel niti sprostiti, niti nisem bil a sploh sem za kle, ali mi pa še biti kle. To sem vidiš, kot vidiš, imaš tako full frendov, s katerimi delaš, pol nimaš ti zmanjka frendov za iti ven na drink. Ja, točno to. Ker samo delaš in pač je malo awkward, ker pol ne moraš iti z unim na drink, ker itek se vidi ste jutri zjutraj. Ja, tako. Ne vem, vsaj ne vem, kot iz osebnih izkušenj, na svet, je dobro, da imaš work frende in imaš tudi mogoče kakšne druge frende, da malo odmisliš vse. Ampak vse moraš gledati na to, da pač niso oni frendi, ki niso work frendi, da so oni, ki te bo pa pol dol tiščal, da bo gremo sem žura, dajmo sem pice, ne rabiš delati. Meni ste tako dva stari, res, pač stari, delaj svoj shit in kaj, veš, to kaj ima tak frend, kaj te briga, si ti sam svoj človek, bo šel, ne bo šel, sam se odločiš. Stari, si ti veš, kaj hočeš. Ja, ma dobro, pač vpliva na te, kakšno družbo imaš okrog sebe. Ne, na me ne vpliva. Ne vpliva. Ne vpliva. Ok, zdaj boš bil ti 1 leto sam, brez mojega. Jaz nisem tako kot je v družbo okoli mene, jaz bom odločil vsak dan, kakšen bom. Jaz lahko vsi pijejo okoli mene, vsi žurajo, jaz bom rekel, jaz grem domov. Ne pravim, da imajo oni tako vpliv na te, se on to ne pravi. Ja, to je preko, ja. Ne, pač treba pravim, da pač ne sme to vplivati na te, da pač si ne smeš biti takih preveč frendov, ne. On zdaj pač pravi pravo na to, da pač nimaš frendov in ti, kot ti pašejo frendi. Ne, on je rekel, da odvisno od družbe, ne, da te ne pustiš, da naredijo pritisk na te. Jaz sem pa samo rekel to, ok, ta del, ja, to je stresno. Da je lahko, kadar, jaz sem zelo cenim svoj čas, pač ga ne namerim dosti vsem. Ti ne ceniš od drugih čas. To je problem pri tebi. Ti zdi? Ne se ti zdi. Kje, na primer? Danes gremo pobirati tolke ob 10. Ok, gospod, 15 do 11 bom prišel. Ja, ti ko bi rekel, ti tudi dosti krat zamudiš. Si mogu kenjati? Ja, ampak pol pa reči, kenjam, pridem čez 10 minut. Ma ne rabim jaz tebi sporočati, če bom jaz kenjal. Vsi ti bi komot začel pobirati veje. Ne, temu sem reči fucking respekt, da pač javiš, kje si, kaj si. Jaz rabim odgovarjati sebi. Ja, ti puši kurat, stari, vsem okrog sebe. Ti drugače vedno zamujaš. Ja, ma jaz ti povem, da bom zamudil. Zakaj bom zamudil in kje sem in kaj sem? Ala šu. Lepo prosim, kolikokrat lete čakam, ker, ma sem mogu piti kavo. Sem mogu pač piti kavo. Sorry, to je disrespekt. Jaz moram spiti kavo. Ne, eno je, danes ok si kenjal, to spoštujem, razumem, ker jaz tudi zjutraj, če te prijem, pač moraš iti in moraš opraviti, nimaš kaj. Ampak sorry, ti da piješ kavo in te moraš zle čakati, fuck off, stari. Meni kava zjutraj je tako zelo paše. Ja, zakaj toliko disrespektaš od drugih čas? Buj sprej in spi kao prej. Ker ja te boli kurat. Kaj me briga, stari, kjer je prav pejtiš? Pač kako te lahko toliko boli kurat? Ma ni, da me boli kurat, samo pač dobro spil bom kavo v miru, kaj? Ja, ma ne v mojem miru, pizda. Pa si ti se sončko lepo na stolčku. Ma kako je bilo lepo? Kaj je bilo lepo? Ne, rajši bi začel delati. Ti si meni rekel, da boš drugače, BTW. Ti si rekel, Jure, počakaj, ne še štartat, ker mogoče bom dal avto prat. Ja, ampak sem rekel, te pokličem. Samo to, si te pokličem, sem mislim, da boš poklical, ne? Pa mi nisi. Lepo prosim, sem rekel, Jure, jaz grem zdaj, tip se mi ne javi, grem nisi peljat. Nisi tega rekel. Sem rekel, sem klical tipa, grem peljat avto, če te rabim, te pokličem, da me priješ iskat. Ker sem vedel, da ni 100%, da mu jaz pustim avto, ker bom kar uletel. Zakaj nisi rekel, ne vem, Jure, štartaj, jaz sem gor, jaz bi drugače štartal. Res koliko bi štartal? Raz bi. Jaz sem si pa vzel čas malo bolj lagano, res, prašaj Jakoba. Ja. I kaj mene si čakal, da te pokličem? Drugače jaz tega zbudil. Dobro, člani. Ti bi šel spat 2 ure pred mano, zbudil se ob 10, ne kaj delal. Je pis, da delal sem. Je mene zjebe, jaz sem tako za računalnikom. Škaj mi rečeš, 2 dni zaprt, rekel, stari Jure danes, jaz se ne bom ustavil kao.
Tako mi potrka po rami in razgledam spat. In smo reči, dobro ste delo danes ti. Ne, včeraj se pa res nisem ostal, včeraj sem zaključil delo in sem šel spat. Drugače je zaključil, ja. V glavnem, ja, Matej, lej, situacija je taka. Lej. Mislim, da ti tudi dosti krat zamujaš. Sicer tako... To je moja najgrša lastnost, ki jo imam in to Je pač moj, popravim. drugače jaz zamujam samo tle na škofije, pač to, ker si vzem nalagano, ker je pač Ne, ker te boli kurat, stari. Mene te ono, da veš, da pač ono... Ja, da si pač največji šupak. Ne, to ono pač, da veš, lej, Jure bo prišel, ko njemu paše in to je to. Ja, ma veš, Da se ne navadiš preveč, da bom točen. Ja, to je eno, ti si delaš, da si šefe in pol, ko pride tle šefe in vse zrihta, da teče, pol se ve, kdo je šefe, ne? A jaz sem Poprosim. oni, šefe tak. Jaz sem Ti si menedžer. wannabe šefe, Jaz sem ne? oni, Matej, ti si res najjači drugače. Ma fuck off, stari. V glavnem, ljudje ne zamujat. To imamo In kar... tudi ne zamuditi live podcasta, ki bo... Po 21.4. ob 4. Supernova Rudnik. Vsi vletet, vidimo, se imamo vidimo. enega florega gosta, ne povemo, pridite in vidite, hehehe. Ampak ja, bodite točni, mi bomo bili tam prej, ker moramo postaviti, ne za drugo, če ne bi zamudili. Ne bi. Moramo vsi tri nehati zamujati, ker to zelo ni lepa gesta. Zdaj pa, fanta, hodista vidva po ulici, ne, svojo bejbiko. Tri To lahko tipi, dejansko samo jaz to odgovorim. Vi da ne morate glih. Sploh ti ne, Matej. dobro ti ste, gej klobuko. Lepo te je zdaj, ne, bravo. Če tip je homeless. Premlevamo, kiro smer iti. Ker vrn, najde. Nima kaj. V glavnem, fant, ne. No, Jakob, Zdaj se spomne eno, veš, mora. šetaš ti z bejbiko, edini, ki lahko, po ulici Ok. in grejo tri jaki nabiti tipi mimo Mi je dohlajk. Ja. in ti ogovarjajo punco, tipo, o, Miška, ko si Dora, stari, ko bi te. Si tipo, piš da, vem, Dora feta, Dora riba, ali iščeš frke, ker spoštovanje za tvojo punco. Kaj narediš v tej situaciji, ko bi ti reagiral? Ok. Ja, jaz bi jim rekel, Kaj rečeš? na vašem mestu ne bi začenil, kom sigurno je zaključil. Kaj se boš spravljal v nek fajt nepotreben? Ja, pač. Ne, spravljal se ne bi fajt, ker fajt mi je brez veze. Mislim, brez veze, ja, rekel prefukali bi te, ono, kaj? realno, Če so tri, mene so že tri napadli in so me prefukali. In niso Tako da- bili nabiti. Ja. Ja. Poklical bi dejansko od Jureta brata. Bi jih prefukal totalno, po mojem. Ok, in oni v tem času ukradijo tvojo punco in so že v Ameriki. Ne, dejansko pač bi bil ti so, ok, dej, pač pokej, grejo naprej, a ne. Kaj, a misliš, da bi dejansko te, ker dobro te useka, je Eni bi ga, te ampak si pa pač drugače, zavrnil. Ne, taki ponavadi, če ti to reče nek... Samo da te tako Ti, govorijo. ne, če pride tri tipi na ulici in ti tako začne govoriti, hočejo nabiti. Čakajo, eni so taki, ki čakajo, da jim boš nekaj rekel. In te hočejo. Interes jim je te nabiti. To smo bili, sem bil z enimi dvemi kolegicami v Meku in ena, dva so nas, tako veš, prazno parkirišče, nas zaparkirajo. Ne zanalaš, In čisto sta bila, sem jim videl ček, sta bila ona dva tipa, iščemo frke. Ja, Pojdi valjda, pogledat pride, frke. eni pridejo, da bi se ne skrat frke. In una kolegica, ena ponorela, stvari, Duro, kaj to ti pa se namakne, kako bo to, what the fuck, sem rekel, lahko pogledaš in bodi pametna, Ja. iščejo frke, ono, kaj bo oni imeli fakli, kalma. Jaz sem odprl vrata, šel do tipov, ma kaj bi se dalo omakniti avto, on, hočeš da omaknemo, jaz, Ja. ma ja, ne vem, če se da tako, najbolj nedolžen bumbar sem bil stari. Zapeleš mu na avto, In, pizda, in, ko on, je- in kaj če ne, kaj boš naredil, jaz, nič bom počakal, ne, kaj ćemo. In tako me gleda, prav zmedeno sta mi pogledala, se pogledala sta, jaz sem rekel, ja mi bi počasi šli, ne, in, ja nič, ne, glej, bomo že, no, sej. In res sta bila cela zmedena in sta pač odpeljala, ker pač iščejo probleme. Valjda išče ljudje res. In v tej situaciji pač ne narediš nič, to je Dobiš to. sam te, lej, brez veze. Več ga bedaka, ker se delaš boljš bo. Ker če se bo on prestrašil, da si bedak, bo šel. Pač dejansko tudi tako, če se bo vsakdej kadarkoli začela spet kaj tepst, pač iskreno, mora se del sem več ga Veš, butla kaj pa narediš? bedaka, kakor so oni. Če vidiš na ulici tipe, ki te hočejo prefukati, se Moraš biti še večji slečeš. psiho. Ja, pa to, ja. Ne, se slečeš. Ja. Ja. Psiho moraš biti, dejansko moraš biti večji psiho, kakor so oni. Ma In verjamem, da kaj, bo sem šel. najboljša taktika je, da se niti ne... Ja, rečeš, hvala lepa, se Ja, obrneš. da se in greš niti naprej. ne greš v te stvari, Ja, ki brez veze. Kaj bi ti naredil to s punco?
Ne vem, kaj bi naredil. Mislim, veš, kje je zdaj točka med egotom in med respektom? In med to, aj boj pameten, ne rabiš vse bolje to, da si jemat. pameten, bolj da si Mislim, lej, pameten. jaz bi to taktično rešil nekako. Ne vem kako, ampak bi bil dobro, koša člani, ne vem, chill. Porino puncovanje in spizda. Ne vem, jaz bi probal tako narediti, da bi bilo da ne bi nobenega ogrožalo preveč. Ker ne bi rad dobil me tu nekdo nalomi, tako da, mislim, ne vem, če bi se lahko branil pred 3 ljudmi. Po moje bi se tako malo pohecal, oni, fuck je dora ribe, in suno, vem, in bi jo tako malo zgrabil za guzdo in prišeptal, pohiti malo bolj, gremo fuga, In pa bi ga še bolj prefukal. Ma ne, pač veš ono, haha, se pohecaš, ki to fiks ne pričakuje in pač reč šala, pupa, gremo. Ne vem, pač To če ne ne... bi iskal frke. Vse je to brez veze. Brez veze. Mislim, kaj pa, če si, naprimer, v klubu, v baru, na kakšni žurkici in ti pošlata tvoja punco? Kaj narediš? Se postaviš pač vmes. Je pač uno, če je on tako Okej, ona se ti zdaj- vmes ne, postaviš, ona- kva boš zdaj boš mene, dej mene pol raj. Ok, ona je zdaj rekla, pač, ta za mano me je primu zarit. Ja. Kaj biste naredili? Mislim, recimo, je razlika, če on recimo ve, da je to tvoja bejba in to naredi. Ja, pač vidi, da Also, je kot druga stvar, to je ne prijema ženskega rit v baru. In tretja stvar, ja, mu greš kaj reči, ali... valjda, če bi pač to videl, da je odmakneš? videl, da je moja punca, da bi to naredil, bi mu rekel, sigurno, ja. Ja, samo... Wow, Ne, bi bil ono, koša s tabo, ono, kaj. Bi se soočil z njim. Ja, to, pač. sigurno, ja. Če bi on to naredil za nalaž, da, ne? Da prca nekaj. Ne, pač se vidi, kaj ti si objeti, on je Ja, to bi definitivno, neki bi... ja, bi. po mojem. No, vidiš, in kje je tle zdaj uno med tem, da ti disrespekta punca, ali med Ne, tem, eno da je, če disrespekta mene na tak način, ne, da pač ono, Ja, ma se ni primu tebe zarit. ne, pač mene, da Ne, bi... disrespekta tvoja punca, kaj disrespekta tebe? Kaj ima Jaz za sem do tika? tebe disrespekta, ker mi so ti si Ja, take okej, luče, ki ampak jo na sem prvem prišla. mestu disrespekta punco, ala Ja, šustari, to kaj itak, imaš jasno. za tika tle? Sem se, če tvoja punca pol v bistvu moraš ti poskrbeti, da ni disrespekta. Ne? Ja, okej, ampak ti pravim se, umakneš lepo iz te situacije in to je to, ali pač... Kaj se, ne vem, ne vem, kaj bi naredil. Jaz po večini klubov itak poznam Varkota, greš do Varkota, lej un letam len. Čau, gre. To pač pravim, bom jaz zaključil. Prenesi na druge, kao. Ja, ne, pač uno... Ja, mislim, je res najlepši Kaj bi ti naredil, ajde? Diplomatsko. Kaj bi mu rekel, si jo tako Ne, zarit? ne, bi se pač umaknil iz situacije, to je to, kaj. Ti bi se umaknil. Ja, bi jim dal mir. Ne pač, kaj greš vi, kaj to je to, kaj. Veš, tle je pač zdaj uno, kje je, da se ne pustiš disrespektati in kje je uno, moj bog, pač, kaj, veš, kaj boš iskal frke? Zakaj bi iskal frke? Odvisno tudi, da Spet si tle je človek spet črta, zakaj bi iskal frke in kaj te naredi pička? Pač ne, se samo umakneš. Jaz se, če se umakneš, nisi pička. Pač si sem pametnejši. Čau. Jaz bi rekel prej, da je ful odvisna situacija, v kakšni se znajdeš, vedno moraš poskrbeti za varnost sebe in svojega partnerja, tako da ti veš v tistem trenutku, kaj narediti, ampak vedno bodite pozorni, ker lahko ljudje, kdaj res iščejo probleme in se slabo konča, lahko imajo tudi s sabo kakšno orožje, nože, karkoli, tako da treba paziti. Če pa greste vseeno žurat in po prekrokani noči rabite nekaj, da vas spravi v boljši mood, v boljše počutje in v boljše zdravje, vzemite magnezij Diasporal. Najboljši magnezij, najdete ga v vseh lekarnah, tako da... Odpreš katlo, vzameš magnezij, pretreseš vrečko, odpreš vrečko, streseš v usta in to je to. Res je dober drugače. Veste, koliko je ura? Ura za vprašanja. Danes smo kot vedno dali na Instagram vprašanja, da nas kaj vprašaste in danes ste nas vprašali. _silc_, kateri je vaš najjači anime? Gledate anime? Jure? Ne. Ne. Čeprav je anime uno... Japonska risanka, to je to. A ja, to vse je anime, če je japonsko, sem da je japonsko. Ja. A pa je puno, Far Whale, kaj je že... Ne vem, v glavnem One Piece najjači anime. Golden Cherry Nil. Ali imate sorojence? Koliko so stari? Imam 2 starejši sestri, ena je
33 bo letos, druga pa ne vem, a bo 26 ali 27, mogoče tudi 28. Ti si najmlajši? Ja. Jure, kaj imaš ti? So rojence. Jaz imam 2 mlajša brata. Jaz imam eno starejšo sestro. Kakšne ocene ste imeli v šoli? Lažeš. Ja, nima. Ne, raz? Kakšno imaš ti starejšo sestro? Ja. Kakšne ste imeli ocene v šoli? Pol sestro. Kakšne ste imeli ocene v šoli? Do 5. razreda sem imel vse 5, pa 4, pol sem imel pa 2, 3, 4. Ne, 4 zelo redko. Ti? Jaz sem tam solid 4 cepal. Jaz sem osnovno cepal 4-5, srednja 3 ko 5. Jaz sem odvisen od motivacije. Recimo, ko se mi je ful dalo na srednji, sem imel vse 5. Vse 5. Res, vse 5 sem imel, ampak ko se mi pač ni dalo, sem bil ok, ne vem. Ful sem imel neke mood swinge. Okay. Ta gospodična hoče anonimno. Kaj točno dela Jure, a se je spremenil kaj vaša dinamika, odkaj Jure 100% dela za svoj cilj? Jure? Ti si entrepreneur? Kaj Jure dela? Jure dela dosti stvari. Ne bo vedela kaj. Drugače ne, pomagam tudi očetu med drugim. Kaj še delam? Mene učim. Podcast. Pa tle povej, če rabi kdo špedicijo, kličte. Špedicija, če rabite na obali, čez Luko Zrihtamo. Koper, zrihtamo odlične cene. Tako da, Cak, bum, bum. med je špet, DO. To je prevažanje tovora. Ma ne, kaj, dinamika je ista. Ne vem, Jure živci Mandela. je tako vedno. Ja, manj je dosadan, so momenti, ko je več dosadan, tako da kaj, vse štima. Še zadnje vprašanje, Ulci Zajc 30, kdaj prijeste kaj v Ljubljano? Kaj dobro, da je lik to vprašala. Zato, ker v Ljubljano prijemo kdaj, fanta? Naslednji teden. Pa danes To je v bistvu ta teden. Ta teden. 21. ob 4 v super novi Rudnik. 21. april, pridite. Skriti gost. Jaz sem live pa podcast. od sobote do srede sem skozi Ljubljani, tako da. Ja, ok. Ja, fanta. Nič. Kje se strižemo? Preden zaključimo, bi dali še en velik shout-out našemu barberju, Barberiano, najboljši barber na obali. In Boštjan. Najdete jih na Barberian Squad. Pol imamo najboljša rebrca in meso na obali. Imamo Burger. El Toro Steakhouse. In še najboljše masaže od masaže Anja. Nas je zmasirala ta teden in res je bilo Ta dobro. teden, mati moja. Res obvlada. Tako da vsi počekirajte naše najboljše sponzorje. V glavnem smo ko rožice, lepo nas je zmasirala. To je to. Jakob, še kaj bi dodal za na konec? Ja, no, vidimo se v nedeljo, upam, da boste uživali na podcastu temu in pa tudi na live podcastu in tudi na naslednji. Podcastu, prav ga vlečeš pod Dolenjsk. Upam, da boste uživali. Lep teden še naprej. Uživajte. Čau, čau.